Če je kaj nesporno, je nesporno to, da samo sodelovanje lokalnih skupnosti in vlade lahko da rezultate, od katerih bo imeli ljudje največ. Najprej naj se zahvalim predsedniku vlade in vladi v celoti, da so nas dejansko povabili na ta pogovor. Mislim, da je bil zelo konstruktiven in dober. Jaz mislim, da na tem mestu smo naredili velik korak naprej in jaz se veselim boljšega komuniciranja v prihodnje, hitrejšega komuniciranja. Hkrati smo pa dobili tudi nekaj konkretnih odgovorov, ki so jih kolegice in kolegi župani izpostavili, in zato se zahvaljujem vsem ministrom, da so nam postregli s temi informacijami. Tudi s strani Združenja mestnih občin Slovenije lahko izrazim veliko zadovoljstvo in hvaležnost, da smo se uspeli sestati. Se mi zdi, da smo tudi z današnjim srečanjem pokazali in dokazali, da je želja vseh nas, ki delujemo bodisi na lokalnem, bodisi na državnem nivoju, predvsem to, da poskušamo ustvarjati dobro, razvojno, napredno Slovenijo. Danes se je pravzaprav pokazalo, da oboji veliko delamo, torej delamo tako na vladni strani kot na strani občin, kar nekaj delovnih skupin s konkretnimi nalogami se redno srečuje in mogoče je kdaj tudi čas, da se pohvalimo. Županje in župane sem seznanil, da je vlada izjemno uspešna pri pripravah na novo finančno perspektivo 2021-2027. Odpravili smo vse ovire za to, da lahko takoj začnemo črpati 3,26 milijard evrov sredstev. Ena stvar, ki bi jo rad posebej poudaril, je, ker vem, da so ta vprašanja na mizi ves čas, kaj je s financiranjem občin. Občine imajo v grobem dva vira financiranja. Na eni strani povprečnino in ostalo, in na drugi strani razvojna investicijska sredstva, po domače kohezijska sredstva. Na obeh dveh področjih se obetajo premiki. Ta vlada je prva v samo letu dni pripravila vse potrebno, zato da se lahko do kohezijskih sredstev pride v bodoči finančni perspektivi. In o tem je govoril prej minister Jevšek. Hkrati potekajo že pogovori preko Ministrstva za javno upravo, ki bojo zaključeni še ta mesec, glede tega, kako tiste konkretne podražitve, tiste konkretne ukrepe, ki jih je treba dejansko občinam kompenzirati v letošnjem letu, najprej ugotoviti in potem kako za njih zagotoviti sredstva v letošnjem letu.